Oplotnici prenovili dvorišče in dvorec. V Jakobskem dolu so telefoni mrtvi, položnice pa redne. Predstavljamo kandidate za župane v Šoštanju in Šentilju. Pozdravljeni. Krajani Zgornjega Jakobskega dola imajo že dlje časa težave s Telekomovim stacionarnim telefonskim omrežjem. Čeprav so operaterje na to večkrat opozorili, tam težav niso odpravili. Vzrok naj bi tičal v škodi, ki jo je povzročila februarska vremenska ujma. Poškodbe omrežja namreč še vedno niso v celoti odpravljene. Sredi klica prekine, klicanje onemogočeno ali je številka nedosegljiva. S takšnimi težavami se že dober mesec srečujejo tudi Horvatovi. Nič ne delam, mrtev je. Odkar smo mi šli na ta Seul, imamo velike probleme vedno s tem. Tudi s televizijo, s telefonom pa da ne govorim. Včasih smo celo po 14 dni brez telefona. Večkrat so klicali center za pomoč uporabnikom, a tehnična služba težave odpravile za kratek čas. Ženska pa me enkrat celo nadarila, naj si drugi telefon kupim. Samo pri hiši imamo 3 telefone in jaz mislim, da vsaj eden bi mogel delati, ne. Ko na Telekom pokličemo mi, nas zavrnejo, češ da na omenjenem naslovu napaka ni bila prijavljena. A položnice prihajajo in Horvatovi jih redno plačujejo. To pa še ni vse. Infrastruktura je v izredno slabem stanju, potožijo kmetje. Žice visijo v loku, delo s traktorji je oteženo. Ponekod v bistvu skoraj več s traktorjem ne moreš skozi, kaj šele z priključki, ki so odzadaj. Opozarjamo na nepravilnosti, se ne odzovejo, v bistvu pridejo, pogledajo, slikajo, ampak pri tem vedno ostane, nič ne ukrepajo. S Telekoma pa v skopem pisnem sporočilu krivdo zvalijo na februarsko ujmo. Zaradi velike razsežnosti škode bo sanacija potekala še vsaj kakšno leto. Ponekod so delovanje omrežja tako zagotovili le s provizoriji. V občini Oplotnica pa so končali prenovo celotnega grajskega kompleksa. Tako so na 9000 kvadratnih metrih uredili kulturno-turistični center, obnovili dvorec in grajsko dvorišče. Projekt v skupni vrednosti nekaj manj kot 3 milijone evrov je bil sofinanciran iz evropskih skladov, del denarja je primaknila tudi država. Dvorec v Oplotnici v 17. stoletju je bil meniški samostan, med vojno šola, po vojni pa so bila v njem vse do leta 2008 socialna stanovanja. Denarja za obnovo v skromni občinski blagajni ni bilo, pred 5 leti so zato s projektom kandidirali za evropska sredstva. Brez tega denarja ne bi mogli tega obnavljati. Pravzaprav so bili vsi ti projekti odvisni od sofinanciranja evropskega denarja iz evropskih projektov, skladov in pa ministrstev. Pri obnovi so posebno pozornost namenili ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Veliko predmetov, kar seveda ni bilo v celoti uničeno, je zato v dvorcu ostalo pristnih. Njegova namembnost danes pa je vsestranska. V zgornji mansardi ima glasbena šola svoje prostore, sredinski del je namenjen protokolu, porokam, spodnji del je namenjen vinoteki, ki ima društvo vinogradnikov, potem sobi društva kmetic. Z dopolnjeno turistično ponudbo poleg domačih zdaj stavijo tudi na tuje turiste. Vsako leto je večji turistični ogledi. Poleg tega je pa sama ploščad, kot jo vidite, zelo primerna za vse prireditve, torej v občini. Seveda prireditve pa zopet prinesejo turiste. Res veliko pomeni, zlasti zaradi tega, ker je zdaj to urejeno, ni, zavedite, tak je res na nivoju, tako da smo mi vsi veseli tega prostora. Ja, kar bolj Bogu. Tako da je kar potrebno, veste. Ja, sam nismo mislili, da bo tako lepo. Še malo turizma pa ostalega, ne. Malo ljudi prevabiti, ne. Pa tudi dela za mlade in tako naprej, ne. V načrtu je še ureditev bližnjega parka in obnova drugih starih objektov, v katerih bi oživili rokodelske delavnice. Bruci pa že odštevajo ure do začetka študija. Danes so na Mariborski univerzi, kjer je letos skupno 9% manj vpisanih, zanje pripravili tudi sprejem in jih oskrbeli s koristnimi podatki. Tudi študentska organizacija letos študentom prvih letnikov že razdeljuje posebne mape z informacijami o študiju in obštudijskih dejavnostih. Informativna mapa za nove študente je tudi letos polna nujnih potrebščin.
kemični svinčnik, potem priročnik, bloket za pisanje, zloženko, kjer imamo vse pomembne informacije. Jih predvsem zanima okolje, se pravi, kje kaj najdejo, od prehrane, kje se uredijo, kje je zabava, kje se dogaja, kako lahko preživijo svoj prosti čas. Tako je ali še bo mapo dobilo skupno okoli 4500 novincev. Beležka zapisati, pa tudi pomočki, kje dobiš študent, kje lahko ješ pa to. Predvsem boni, zato ker rad jem, pa zdaj me to najbolj zanima. Ker za študij me nič ni tako posebej strah ali pa kaj, da boni. Del študija so tudi obštudijske dejavnosti. Ponujamo jim več kot 100 projektov čez celo leto. V mesecu oktobru bomo najprej začeli z nekaterimi zabavami, s krvodajavskim tednom, z določenimi okroglimi mizami v sklopu male šole politike. Na univerzi in fakultetah te dni še poteka uvajalni teden. V sklopu tega so danes pripravili sprejem za bruce in odgovarjali na njihova vprašanja. Glede bivanja v študentskih domovih, dobili bodo informacije o Univerzitetni knjižnici Maribor, potem je tukaj tudi karierni center, ki ponuja karierna svetovanja, potem bodo moč dobiti informacije tudi o študentskih izmenjavah. Mene zanimajo posebno tu mednarodne organizacije, ki omogočajo v bistvu študentu, da gre ven iz Slovenije pogledati, kaj se dogaja v drugih državah. V sredo, ko se začne novo študijsko leto, pa dopoldne na univerzi pripravljajo še sprejem za tuje študente. V pregledu slovenskih novic pa najprej o dogajanju v največji parlamentarni stranki. Iz stranke Mira Cerarja je izstopil poslanec Bojan Dobovšek. Po neuradnih informacijah se je za odstop odločil zaradi namigov, da izvršni odbor stranke naj ne bi ukrepal proti državnemu sekretarju na Ministrstvu za okolje in prostor Juretu Lebnu. Kot je znano, se je ta predstavljal kot magister znanosti, čeprav nima tega naziva. O morebitnih ukrepih zoper Lebna bodo člani izvršnega odbora stranke najverjetneje odločali jutri. Dobovšek pa sicer tudi po izstopu iz stranke ostaja član poslanske skupine stranke Mira Cerarja. Vrhovni sodniki bodo vnovič odločali o izločitvi predsednika sodišča Branka Masleše iz odločanja o zakonitosti v zadevi Patria. O tej zadevi bodo namreč predvidoma odločali jutri na seji senata. Izločitev Masleše je že poleti zahteval zagovornik Janeza Janše Franci Matos, a so vrhovni sodniki zahtevo zavrnili. Matos je prepričan, da Masleša, ki naj bi predsedoval senatu, v zadevi ne more odločiti nepristransko. Matos je sicer predlagal tudi izločitev vrhovne sodnice Maje Tratnik, a tudi o tej zadevi še ni odločeno. Maribor, ki ga pesti 18-odstotna brezposelnost in kjer je v zadnjih 7 letih propadlo več kot 220 velikih podjetij, je danes obiskal premier Miro Cerar. Izrazil podporo njihovemu kandidatu za župana Antonu Krajncu. Številni so od predsednika vlade pričakovali tudi odgovore o težavah športnega centra Pohorje in hitrejšem črpanju vladne pomoči. A je Cerar poudaril, da je mesto obiskal zgolj v vlogi predsednika stranke in ne kot prvi mož vlade, ki bi obubožanemu Mariboru morala nujno priskočiti na pomoč. Sicer pa se njihov kandidat za župana Anton Krajnc zavzema za rešitev letošnje zimske sezone z dokapitalizacijo športnega centra Pohorje, nato pa bi pripravil model soupravljanja in poiskal vlagatelje. V nadaljevanju pa predstavljamo kandidate za župana v občinah Šoštanj in Šentilj. Občina Šoštanj, ki se razprostira na dobrih 95 kvadratnih kilometrih, je s slabimi 9000 prebivalci ena tistih, katerih zadolžitev je konec lanskega leta presegala slovensko občinsko povprečje 410 evrov na prebivalca. Kljub temu pa kandidatom obljub in načrtov ne manjka. Prvič se v župansko tekmo podaja neodvisni kandidat, ki namerava najprej pristopiti k pregledu obstoječega stanja in nadaljevati z dobro zastavljenimi projekti. In pa kot osnova se mi zdi, da naredimo en dokument strategije kratkoročnega, srednjeročnega pa dolgoročnega razvoja občine Šoštanj. Česar naša občina nima, pa mislim, da je to dokument, ki ga vsaka občina mora imeti. Seveda na analizi obstoječega stanja, s sodelovanjem zainteresirane javnosti in tako naprej. Po prvem neuspelem poskusu pred 4 leti se s sicer skromnimi političnimi izkušnjami, a z željo po skupnem delu v dobro občanov v lov za župansko mesto podaja kandidat, ki obljublja. Da bomo uspešno črpali evropska sredstva, da bomo imeli posluh in željo, da poslušamo ideje
in pa tudi predloge mladih, da bomo obnovili staro mestno jedro in malo gospodarstvo, da bomo skratka živeli in ustvarjali pogoje, da občina postane resnično servis in samo servis občankam in občanov v občini Šoštanj. Po 8 letih se za župansko mesto ponovno poteguje tudi upokojeni obrtnik, ki si želi sprememb. Moja prva stvar pri izvolitvi za župana je nadaljevati že zahtevano rento občini Šoštanj zaradi termoelektrarne Šoštanj in premogovnika Velenje. Druge naloge so te obvezne, kot je infrastruktura, in spraviti stanovanjsko politiko in red. Tretji mandat pa si želi dobiti aktualni župan, ki namerava nadaljevati s projektom spodbujanja razvoja malega gospodarstva in ustvarjanja novih delovnih mest s ciljem vzpostavitve boljših pogojev za občane. Na to imamo TEŠ6, odločno se zavzemati za rento, redno rento občini Šoštanj in pa zavzemati se tudi, da center energetike in termotehnologije ostane v Šoštanju. Zdravstveni dom je kritični pri nas, možnost je tudi osamosvojitve tega doma. O usodi kandidatov pa bo odločalo prek 7200 volilnih upravičencev, ki od bodočih občinskih oblasti pričakujejo. Jaz upam, da se bodo razmere izboljšale. To si po mojem želi vsak Slovenc in predvsem pa mladi, ki iščemo mogoče prvo zaposlitev in tako naprej. Ceste so slabe pa to. Po vse, mislim, vse posod. Tako da to bi bilo najbolj potrebno. Uresničevanje želja in potreb občanov pa bo odvisno tudi od sestave 20-članskega občinskega sveta, v katerega si čim več mest prizadeva pridobiti kar 11 list s skupno 164 kandidati. V 65 kvadratnih kilometrov veliki občini Šentilj bo okoli 8500 občanov po 2 desetletjih dobilo novega prvega moža, saj se aktualni poslavlja, peterico, ki se poteguje za njegov položaj, pa tvorijo le moški kandidati. Upokojeni poveljnik Slovenske vojske bo v primeru izvolitve največ pozornosti usmeril v 3 področja, med katerimi se namerava najprej posvetiti ustvarjanju pogojev za razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma. Drugo področje je povezano z razvojem infrastrukture. Čaka nas mnogo nalog na področju urejanja kanalizacije in pa izgradnje čistilnih naprav, malih, srednjih in tudi kakšne velike. In pa seveda obnova lokalnih poti in cest. In tretje področje je, recimo ga, ali pa strnimo ga v sistem sociale, torej skrb za ljudi, za mlade, za starejše in pa seveda tudi za to mestno generacijo. Svojo komparativno prednost pred drugimi pa v 12-letnih delovnih izkušnjah v občinski upravi vidi komunalni referent, ki med prednostnimi nalogami izpostavlja. Gradnja kanalizacije in čistilnih naprav ter nabava in montaža malih čistilnih naprav, vzpostavitev širokopasovnega omrežja, telekomunikacijskega omrežja v vseh delih občine, vzpostavitev razvojno-podjetniškega centra, oživitev javnega prevoza ob vikendih, takojšnjo reševanje problematike kompostarne v Ceršaku in pa izgradnja bencinske črpalke v Sladkem Vrhu. Menedžer v kulturi in knjižni založnik, ki se je za kandidaturo odločil na pobudo občanov, pa svojo temeljno nalogo vidi v zagotavljanju pogojev za razvoj gospodarstva. Moja najpomembnejša tema je spodbujati in narediti pogoje, čim boljše pogoje za podjetnike, podjetništvo. In pa seveda čim bolje organizirati delo na občini. Organizacija. Pravim, šele potem bomo lahko odlično podpirali družbene dejavnosti, kot je šolstvo. Šolstvo je izredno pomembno in pa kultura tudi mora biti. Najpomembnejše pa je na primer to, da je sedaj trenutno že potrebno najmanj 20 cestnih plazov sanirati. Želja po spremembah s ciljem enakopravne obravnave vseh občanov, ne glede na strankarsko pripadnost, pa ulov za županski stolček vodi gospodarstvenika, ki je sicer brez političnih izkušenj, a kot pravi z jasno vizijo razvoja občine. Zavzemal se bom za uspešno in učinkovitejšo občino, za izboljšanje družbenega življenja v občini, za gospodarsko razvoj, ekološko kmetijstvo in seveda posledično generiranje teh delovnih mest, konkretno naprimer za izgradnjo poslovno-logističnega centra v Šentilju.
S ciljem racionalnejše in učinkovitejše rabe javnih sredstev se v župansko tekmo podaja energetik, ki največ priložnosti vidi prav na področju učinkovite rabe naravnih resursov za zagotavljanje energetskih virov. Prednostne naloge so seveda varčevanje občine. Pomeni, občina lahko dosti privarčuje pri energetiki, kar se tiče ogrevanja občinskih stavb, varčevanje električne energije. Pol druga stvar je, ki me najbolj skrbi, je seveda gospodarstvo, pomeni industrijske cone, peljevanje industrijskih con v Šentilj. Tretja stvar pa je turizem. In kakšna so pričakovanja občanov? Od novega župana bi pričakoval, da bi samo malo pogledal tudi naše ceste, pa okolje, kako je, vse zaraščeno, nič čiščeno. Da bi zaživelo kulturno okolje bolj, ne? Predvsem to. Po mojem je največji problem kompostarna v Tršaku. Tam se nagiba največji smrad, ljudje se pritožujejo, ne morejo normalno živeti v takih okoliščinah. Novega prvega moža v občini Šentilj tako čaka precej nalog, katerih izvedbo bo moral uskladiti tudi z 18-članskim občinskim svetom, v katerega si prizadeva priti kar 174 kandidatov 11 list oziroma strank. In še povabilo k ogledu prve posebne predvolilne oddaje Tele1. Danes, jutri in v sredo si boste namreč na televiziji Maribor 5 minut pred 22. uro lahko ogledali soočenje predstavnikov strank in list, ki se potegujejo za 45 mest v mariborskem mestnem svetu. Matej, koga boš soočil danes? Ja, dober večer. V prvi od 3 oddaj bomo soočili predstavnike stranke slovenskega naroda, pa Demokratične stranke upokojencev Slovenije, Liste za Maribor, Glasu žensk Slovenije, Solidarnosti, Županove liste, Liste župana Andreja Fištravca, Liberalne demokracije Slovenije, Zelenih Slovenije in Pozitivne Slovenije. Izvedeli bomo, oziroma vsaj poskušali, kakšni so njihovi načrti v primeru, da bodo prejeli dovolj glasov za vstop v mariborski mestni svet. Kakšno je njihovo videnje reševanja brezposelnosti, transparentnosti delovanja občine in javnih podjetij, pa v proračunu in komunalni infrastrukturi. Nocoj, 5 minut pred 22. iz osrednjega studija televizije Maribor. Bodite z nami. Matej, hvala. V Mariboru pa se je včeraj končal festival Stare trte. Letošnje dogajanje je bilo v znamenju sodelovanja mariborskih gostincev, ki so pripravili pester nabor kulinaričnih in vinskih degustacij. Na trgu Levna Štukla je že v soboto dišalo po domačih dobrotah, svoje kulinarične sposobnosti pa sta predstavili tudi ekipi naših radijskih programov, Radija Slovenija Internacional in Radija Maribor. Slednji so mimoidočim ponujali radijski golaž, zbrali denar pa so podarili v dobrodelne namene. Vrhunec festivala pa je vsako leto slovesna trgatev najstarejše trte na svetu. Letos jo je za spremembo pospremilo tudi lepo in sončno vreme, ki je na mariborski Lent privabilo mnogo ljubiteljev trte in njenega vina. Prihod bračev s konjsko vprego. Poklon stari trti s himno in slovesna trgatev se je lahko začela. Čast utrgati prvi grozd je letos pripadla dijaku mariborske prometne šole. Prvo grozdno jagodo pa je poskusila slovenska vinska kraljica. Mislim, da se je mati trta res izkazala, da je res najžlahtnejša med vsemi, ker ima najslajši grozd, kar sem jih letos tako poskusila. Pridelek je ocenil še gospodar, mariborski župan, in brači iz Malečnika so lahko začeli s skrbnim trganjem dragocenih jagod. To ni komentarja, to je eno najboljših vin, kar nastane iz te trte. Iz tega grozdja. Kot krajano se mi zdi, da je pravilno, da se zdaj tega udeležiš. Po tehtanju je bilo jasno. Letošnja letina je izjemna. Kljub muhastemu vremenu je trta bogato rodila, natrgali so 46 kg grozdja, kar 15 kg več kot lani. Se je zelo dobro obrodila in tako toliko sladkorne stopnje, ko je letos še nikoli ni bilo. Pri trti pač vedno gledamo na to, da ne dosegamo nekih rekordov, da pridelek ni v neko neskončnost upet, ampak da ga je znosno in da bi ta trta čim dlje ostaja in dajala pridelek. To je cilj.
Grozdje so na Lentu zmleli in ga predali vinski kleti mariborske kmetijske fakultete, kjer bodo z vinom, ko bo dozorelo, napolnili nekaj 10 stekleničk, ki so protokolarna darila mesta Maribor. Še šport. Nogometaši Maribora so odpotovali v nemški Gelsenkirchen, kjer bodo jutri odigrali drugo tekmo v Ligi prvakov. Proti Schalkeju, ki je v zadnjih 2 tednih močno izboljšal formo, jih čaka zahtevna naloga. Mariborsko letališče je bilo zbirno mesto, s katerega so se danes dopoldan Mariborčani odpravili na drugo od 6 tekem, kolikor jih bodo odigrali v skupinskem delu Lige prvakov. Igralci vedo, kaj jih čaka v areni auf Schalke. Motivacija je na top nivoju in kot sem že rekel, da moramo biti mi ta pravi, moramo biti mi tisti, ki moramo biti osredotočeni na to tekmo, pripravljeni maksimalno in kar se tiče to mentalno moramo biti mirni in te priložnosti, ki bomo imeli, moramo jih izkoristiti. Nogometaši Schalkeja so po prvih 4 tekmah nemškega prvenstva imeli le 2 točki. V zadnjih 2 so 2-krat zmagali. Še posebej odmeva zadnja zmaga, ko so v lokalnem derbiju z 2-1 ugnali Borussijo iz Dortmunda. V njem so se igralci Schalkeja zagotovo iztrošili precej bolj kot Mariborčani, ki so zadnjo prvenstveno tekmo v Domžalah odigrali v drugačni zasedbi, kot jo bodo jutri v Nemčiji. Morda zato proti Radomljam niso blesteli, iztržili so le neodločen izid 0-0. Radomlje so odigrali eno odlično tekmo v fazi obrambe, postavili so se zelo defanzivno, delali v obrambi, bom rekel, najdli tisto energijo, katero je bilo potrebno. Enostavno mi smo se trudili, smo iskali pot do gola, enostavno prevelika gostota je bila oziroma sreča tudi ni bila na naši strani ali pa naš zaveznik, da bi se nam kakšna žoga odbila v našo smer. Enostavno Radomlje se s svojim pristopom prišli do te točke. To je ena ogromna točka pred eno super publiko, navijači so nas bodrili celo tekmo, tudi na njihovih krilih, bom rekel, nam je uspelo, da smo na koncu bodrili to točko. Proti enemu Mariboru, ki igra v Ligi prvakov, je to za nas ogromna točka in super. Takšni favoriti, kot so bili Mariborčani v Domžalah, bodo jutri igralci Schalkeja. To pomeni, da bodo vijoličasti dodatno motivirani in da bodo že zato prikazali precej več, kot so proti Radomljam. Uvod v večerno tekmo bo tekma mladinskih selekcij Schalkeja in Maribora, ki nastopata v mladinski Ligi prvakov. Glede na prvo tekmo lahko pričakujemo vsaj podobno igro, kot smo jo prikazali proti Sportingu, s tem, da je tokrat na gostovanju. Ekipa in igralci je že dobila neke izkušnje iz tega tekmovanja. Jaz mislim, da tudi zadnja zmaga v ligaškem tekmovanju proti Olimpiji je pokazala, da je ta ekipa v vzponu. Ne bi rekel, da je kaj dosti treme, bolj to jemljem kot priložnost za dokazovanje, kot to, da vidimo, kje smo. Tekme se pa izjemno veselimo. Mislim, da to je to, kar vsak mlad nogometaš čaka na tako priložnost. Mariborčani bodo nocoj prespali v Esnu, kjer bo njihova baza. Mladi nogometaši bodo tekmo proti Schalkeju pričeli ob 14. uri. Njihovi starejši vrstniki, ki bodo imeli močno podporo s tribun, saj bo na areni auf Schalke več kot 1000 mariborskih navijačev, pa ob 20. uri in 45 minut. V Evropskem parlamentu v Bruslju so se danes začela zaslišanja kandidatov za člane nove Evropske komisije. Predstavili so se prvi 4, ki prihajajo z Malte, iz Švedske, Hrvaške in Nemčije. Vseh 27 kandidatov pa bodo pristojni odbori zaslišali do 7. oktobra. Zdaj pa v Francijo. V Strasburu se je začelo jesensko zasedanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope, na katerem bodo med drugim razpravljali o krizi v Ukrajini in preprečevanju pojavov neonacizma, pa tudi o grožnji, ki jo predstavlja skrajna skupina Islamska država. Piloti največjega nemškega letalskega prevoznika Lufthansa bodo jutri na letališču v Frankfurtu znova stavkali. Tokrat bodo prizadeti poleti na dolge proge. Piloti stavkajo, ker se ne strinjajo z novimi pogoji, ki jih želi Lufthansa uvesti za predčasno upokojevanje. Sindikat pravi, da so se prisiljeni zateči k takšnim ukrepom, saj so se pogovori z menedžmentom Lufthanse znašli v slepi ulici. Podjetje po njihovem mnenju ne ponuja kompromisnih rešitev. Japonski reševalci nadaljujejo reševalno akcijo na ognjeniku Ontake. Po poročanju japonskih medijev so blizu vrha vulkana odkrili trupla 36 pohodnikov, ki so ostali ujeti ob izbruhu vulkana. Dim se je danes še vedno dvigal z vrha vulkana, a so helikopterji vseeno preiskali območje ognjenika, ki je sicer jeseni zelo priljubljena destinacija pohodnikov.
V Hongkongu je tudi danes več tisoč prodemokratičnih protestnikov blokiralo ulice in zahtevalo večjo politično svobodo. Potem, ko se je policija v nedeljo nad demonstrante spravila solzivcem, se je danes na zahtevo hongkonških oblasti umaknila, ker da so se protestniki bolj ali manj umirili. Poglejmo še v nebo. Jutri bo sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, občasno bodo ponekod tudi manjše padavine. V četrtek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Spoštovani, to je bil ponedeljkov dnevnik. Če ste ga zamudili, si ga lahko ogledate tudi na naši spletni strani. Nasvidenje.